spoštovani predsednik Akademije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, profesor dr. Tadej Bajd, spoštovani zbrani, visoki gosti, spoštovane dame in gospodje. Pričenjamo z drugim delom današnjega svečanega dogodka. Ta bo bolj delaven in seveda tudi bolj v interakciji z vami. Moje ime je Marko Topič, sem predsednik znanstvenega sveta Agencije za raziskovalno dejavnost in meni je pripadla ta čas, da bom danes kot moderator. Seveda bom pričel z nekaj svojih pogledov oziroma misli o kvantitativnih podatkih, potem pa bom predal besedo profesorju dr. Mitjanu Kalinu, ki bo danes v dvojni vlogi, kot bom malo prikazal. Torej, ta delovna skupina MR+, je bila ena izmed odločitev znanstvenega sveta Agencije, da ne samo pogledamo, kakšno je stanje danes, ampak da se poskušamo tudi slišati glas iz baze mentorjev, kako naj bi ta uspešen program mladih raziskovalcev dajali naprej. Vemo, da smo pred 2 letoma koncept, da je ARRS koncept dodeljevanja mentorskih mest spremenil in ravno zato seveda je bila tudi imenovana delovna skupina, ki pa ni brez kogarkoli iz sestave znanstvenega sveta. Povabili smo k sodelovanju profesorja dr. Dragana Mihajloviča, predsednika znanstvenega sveta Inštituta Jožef Stefan, potem enega izmed mladih profesorjev, profesorja dr. Urbana Brena z Univerze v Mariboru, z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki je eden izmed redkih prejemnikov od 3 vseh možnih nagrad z področja kemije, torej Samčeve, Preglove in pa zlatega znaka Inštituta Jožef Stefan za svoje doktorsko delo. Povabili smo profesorico dr. Vito Dovžan z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico dr. Anuško Ferligoj z Fakultete za družbene vede z Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Mitjana Kalina z Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani in lanskoletnega prejemnika zlate Zoisove nagrade in pa profesorico dr. Matejo Sedmak z Univerze na Primorskem inštitutu. Torej, ideja je bila, da slišimo predloge, da hkrati pogledamo, kaj delajo drugje po drugih članicah po Evropi, kaj dela Evropa in kaj bi bilo kot sintezo najbolje, da bi udejanjili tudi v slovenskih prostorih. Torej, ne gre za revolucijo, gre za evolucijo, gre za tisto, da bi nadgradili, kar imamo in kar smo slišali, na kar smo lahko ponosni. Torej, 30 let odličnega programa zagotovo bomo nadaljevali, gre pa seveda za možnosti nadgradnje in možnosti biti še boljši. Torej, kot rečeno, profesor Mitjan Kalin bo predstavil evropske scheme financiranja mladih raziskovalcev in scheme v drugih članicah, seveda vključujoč vse oblike doktorskega študija, hkrati pa potem predstavil priporočila delovne skupine MR+. Profesor dr. Dragan Mihajlovič se je žal opravičil, je neodložljivo v tujini, in sicer v Južni Koreji, in zato bo predstavil predloge delovne skupine profesor dr. Mitjan Kalin. Sledila bo razprava, pri čemer bomo za tem, kot panelisti, prisotni 3, seveda pa razprava bo od strani vas in mi bomo poskušali seveda odgovarjati na zastavljene predloge in komentarje. Če pa pogledamo najprej številke in kvantitativne kazalce, torej tukaj bi želel najprej pokazati to korelacijo med z stolci prikazano financiranje ARRS-ja in poglejte, od leta 2009, ko je bilo predvidenih oziroma smo prejeli 180 milijonov evrov, dejansko smo se trenutno številka prejetega denarja za 2015 pri 133 milijonih. Torej, lahko rečemo, da v teh kriznih letih, kakorkoli jim rečemo, je agencija izgubila en celoletni proračun.
In to se seveda pozna ne samo pri mladih raziskovalcih, se pozna pri projektih, se pozna pri programih, se pozna pri opremi. In to, kar je bilo revolucionarnega pred 30 leti, je bilo ne samo uvedba programa mladih raziskovalcev, ampak da so se sredstva za investicije v znanost podvojila. Podvojila. In to je tisto, kar bi človek rekel kapo dol. No, torej število mladih raziskovalcev, kot vidite, je ta trend celo strmejši kot pa samo financiranje agencije na račun seveda rezati se da tam, kjer se lahko. Pri programu mladih raziskovalcev se je rezalo ostreje. Potem pa rahel trend navzgor, ki pa še zdaleč ni tisto, kar je v čemer govori povprečje, in to je 250 mladih raziskovalcev. Torej, tukaj seveda mislim, da smo si enotni, da Slovenija potrebuje več mladih raziskovalcev in predvsem tistih, ki bodo seveda prispevali tudi bolj dolgoročno blagostanje družbe. Če pogledamo torej sistem dodeljevanja mladih raziskovalcev, vidimo, da je zadnji 2 leti torej sistem spremenjen. Dosedanji prejšnji sistem je temeljil na dodeljevanju najboljšim mentorjem, ki so ga nekateri kritizirali, češ, da imamo računalniški zbor po kvantitativnih kazalcih, seveda pa so kvantitativni kazalci tudi odraz kvalitete. Po drugi strani pa sedaj smo prišli na dodeljevanje po raziskovalnih programih, ki je torej letos zaživelo kot drugo leto. In tudi to je ena izmed seveda priložnosti, da danes pogledamo, kaj je dobro, kaj je slabo in kaj se da narediti. Če pogledamo torej ta program številk opisanih, ki smo jih kot prej videli v drugi luči, v uspešnosti programa, z zaključkom, z doktoratom znanosti, po evidencah izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti ARRS, torej tisti, ki so v SICRIS sistemu, potem vidimo, da te številke seveda tukaj grozovito padajo. Zakaj? Je zato, ker tele samo 3 so iz generacije 2013 že doktorirali, vsi ostali pa še bodo. Če pa se ozremo nekoliko nazaj, torej tistim, ki pa bi morali uspešno že zaključiti, ugotovimo, da je uspešnost tam nekje okoli 90%, kar seveda je dobro in mislim, da tukaj niso šteti doktori znanosti, ki so izven Slovenije, tukaj niso šteti tisti, ki so samo magistrirali in tudi tisti, ki so predčasno ali pa neuspešno zaključili usposabljanje. Kljub samo ocenjujem, da je ta rezultat zelo dober in da seveda ni razloga, da se ne bo nadaljeval tudi v prihodnje. Poleg financiranja mladih raziskovalcev smo imeli torej, v obdobju 2007 do 2010 tudi program mladih raziskovalcev iz gospodarstva. To je bil program, ki ni tekel na agenciji, temveč je bil program na MGRT-ju, Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. In žal pa je tekel samo 4 generacije. In kot vidimo, uspešnost, kljub temu, torej podatki so do konca 2014 vzeto iz letnega poročila operativnega programa razvoj človeških virov. In kot vidite, ta uspešnost je mnogo slabša kot pa program mladih raziskovalcev, seveda pa tudi pri programu mladih raziskovalcev iz gospodarstva z kriteriji enakimi kot pa za doseganje znanstvenega doktorata je seveda tukaj pričakovano bilo, da bi ta uspešnost nekoliko manjša. Žal je to, da od leta 2010 razpisa ni več bilo. Kljub temu, da so interes izkazale tako gospodarske družbe, kot tudi raziskovalna sfera. No, naslednja shema je shema, inovativna shema, ki je pa tekla v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v tistem času. In sicer, poglejte, generacije 2010, 2011, 2012, ki naj bi nekako nadomestile MRG program. Tukaj številke so še slabše glede uspešnosti. Res pa je, da
kar nekaj teh, še 190 teh operacij še teče. Torej, številke se bodo še nekoliko izpolnile. In žal ta program ni bil koncipiran za podporo za plače, za materialna sredstva in za šolnino, temveč zgolj za šolnino, in temu primerno so bile lahko seveda številke mnogo večje. Kakorkoli, pa lahko rečemo, da to ni komplement ali pa to ni ekvivalent programu mladih raziskovalcev, kot smo ga danes že tako opevali. No in pohvalno je seveda, da s tem podobno shemo, tokrat se imenuje javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija, pričenjajo posamezne univerze, posredno preko razpisa, ki je bilo v avgustu strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in ga je ministrica tudi danes omenila, v obsegu 5 milijonov evrov za 3 generacije, 2016, 2017 in 2018, če bi preračunali glede na šolnine, ki znaša za 3-letno obdobje 12.000 evrov, imamo letos na razpolago 125 mest štipendij za doktorske študente. Torej, to je nova shema, ki pa seveda ni shema povečanja mladih raziskovalcev. No in če s tem v bistvu nekako povzamem, torej lahko rečemo, da imamo raznolik program spodbujanja mladih pri doseganju najvišjega znanstvenega ali akademskega naziva, doktorja znanosti, vendar pa so vse te akcije, razen programa mladih raziskovalcev, časovno omejene, seveda omejene zaradi virov financiranja, in temu primerno seveda je tako bolj pomembno, da program mladih raziskovalcev ostaja kot tista zvezda, stalnica v našem prostoru. S tem bi jaz samo torej rekel še to, da program mladih raziskovalcev več kot 30 let, program mladih raziskovalcev gospodarstva, žal samo 4 generacije smo dali skozi, inovativna shema, samo 3-letno, 3 generacije, tudi trenutna shema sofinanciranja doktorskega študija, poskrbljena za 3 generacije. Imamo pa možnosti v Bruslju, kot je omenila ministrica, torej 80 milijard, obzorje 2020, na razpolago, da tudi Slovenija en del tega denarja odškrtne ali pa ga pridobi za naš prostor in tudi za prostor, ki bo na prepihu. S tem, da seveda dobimo tudi mlade iz tujine in ne samo, da grejo naši mladi v tujino. Torej, to je, tudi tukaj so številke spodbudne, Univerza v Ljubljani je v Horizon 2020 programu že uspela pridobiti več kot 10 takih evropskih mrež, ki skrbijo za usposabljanje mladih raziskovalcev oziroma doktorjev znanosti. Odpira se tudi možnost črpanja, torej razmišljamo o nadgradnji programa, ki bi bil tista zvezda stalnica, stabilnost, ne pa časovna omejenost, kot je tukaj le prikazano, vendar da bi uspeli ta program povečati in danes je ta posvet temu namenjen. Hkrati pa seveda po možnosti črpanja evropskih sredstev tudi morda povezati ta dodatni program z možnostmi obzorja 2020-2020 v okviru sheme CoFund, za katero omogoča Marija Skodlovska Coordinated Action, torej akcija oziroma steber, eden izmed stebrov obzorja 2020. Toliko z moje strani, sedaj pa vabim profesorja dr. Mitjana Kalina, da predstavi te evropske sheme in sheme financiranja mladih po članicah EU. Spoštovani visoki gostje, kolegi, kolegice, najprej hvala lepa profesor Popiču za tole predstavitev cele zgodbe, zakaj se danes tukaj pojavljam tudi sam. Torej, kot ste slišali, smo nekako bili povabljeni na skupino, ki naj bi nekako pomagala predstaviti neke smernice, trenutno stanje na tem področju. Jasno, koliko je bilo danes že zelo lepo rečeno, v prvem delu so naši doktori nekako doktorski študenti osnova vseh nekih
znanstvenih raziskav, najpoglobljenejše študije verjetno si znanstveniki opravljajo ravno v času doktorskega študija, takrat se res zelo posvetijo in si vzamejo vrsta časa, zato je ta dve študija tako pomembna, da govorimo o doktorskih študentih. In jasno, vse te stvari se ne spreminjajo tako zelo pogosto in zaradi tega so še toliko bolj pomembni, da jih sestavimo pravilno in korektno. Na kakšen način je pa jasno polemika vse povsod, tako kot pri nas vedno o tem debatiramo, tudi drugje po svetu na podoben način imajo dileme, ali je tako bolje ali kakšen drugačen sistem. Pri nas, kot vsi poznamo, je kar nekaj časa veljal nek sistem, nespremenjen, 2005-2014. Takrat smo imeli ekspertni sistem, ki je nekako samostojno izbiral najboljše mentorje po nekih kriterijih, ki so veljali ustaljeno dalj časa, seveda so bilo to kriteriji nedvomno neke kvalitete in bil to neko merilo. Jasno so nekateri ta sistem kritizirali, da dobivajo vedno isti mentori in nekako to morda ni bilo optimalno. Leta 2015 je to spremenilo, na nek način v povsem drugačen sistem, spet danes ne govorimo več o kvaliteti mentorjev, ampak imajo mesta programske skupine in znotraj teh skupin samovoljno to na nek način odločijo, jasno obstajajo neki minimalni kriteriji še vedno, ampak ni pa to neki izpostavljen kriterij več. No in tako je bila ta komisija formirana in sam sem dobil neko nalogo, da bi skušal pogledati, na kakšen način financirajo doktorske študente v tujini. Zdaj, prva zadeva je bila, kako se take zadeve lotiti. Se lahko bi mogoče tudi agencija pristopila, pa bi spraševali določene financerje v tujini, ampak je to zelo neugodno. Prvič ne veš, ne boš najti vseh mogoče agencij, ki financirajo nek študij, odzivnost bi bila slaba. To je cel kup težav logističnih, to bi trajalo 1 leto, da bi nekaj takega izvedli. Časa smo imeli veliko manj, tako da sem sam pred časom delal neko podobno analizo za eno drugo zadevo in sem se odločil, da enostavno povprašam svoje kolege po svetu, ki jih poznam, s kje lahko oni pridobijo doktorske študente in kakšne kriterije tam imajo. In tako sem potem tudi napravil. Seveda, ta metodologija ni optimalna, zagotovo je nekdo pozabil kakšno skemo, ni povedal kaj zelo natančnega, ampak verjetno so vsi tiste svoje najbolj ključne zadeve, s katerimi se vsakodnevno srečajo, pa lepo vedeli, kaj jih žuli, pa kje lahko dobijo denar verjetno. Tako da tudi sam se najdel neke nekonsistentnosti, tako do vsakega detajla, ampak mislim, da celovitost zgodbe bi pa morala biti zajeta. In tako se napravil neko anketo v 12 državah, če gledamo evropske, Velika Britanija, Francija, Švica, Italija, Portugalska, Belgija, Švedska, kar pomeni velike, majhne, sever, jug, razvite, nerazvite, tako nek širši spekter. Potem pa tudi tako bolj svetovno odmevne države, Izrael, ZDA, Japonska, Kitajska, Indija. To je to, kar je o čemer danes veliko razpravljamo in se mogoče zgledujemo ali pa celo govorimo ali pa tako. Potem sem pa še sam zgolj za Slovenijo povzel pa za te evropske skeme, ki jih je še profesor Topič omenil, pa bom na koncu nekaj še o tem povedal. Se pravi, sistem je bil tak, da sem nekako 25 vprašanj sem postavil v 4 večjih sklopih. Kdo financira, kakšni so ti viri, potem kakšne so vprašanja, kaj zahtevajo prijaviteljev, iz tega se vidi, kaj je pomembno za njih, kdo ocenjuje, na kakšen način in kakšna so ta potem bolj konkretna merila. V glavnem sem poslal to nekim profesorjem, profesorji radi debatirajo in razlagajo, tako si lahko predstavite 12 držav, bilo kar nekaj odgovorov in to je najtežja naloga, bila kako zdaj iz teh odgovorov spraviti nekaj, da lahko danes tukaj v 15 minutah tam neko sporočilo. In to sem si zamislil, da je najlažje v obliki neke tabele, pri tem sem delal seveda neke kompromise, na kakšen način, ker ne moreš vsega spraviti zdaj na firček, ampak po najboljši moči sem pač to skušal opraviti. In na koncu to tabelo imate vi tudi v tem zborniku, se zahvaljujem tudi direktorjem, kolegom na agenciji, da so uspeli to nekako sestaviti, ker ni enostavno bilo. Zadeva je pa tako funkcionirala, da sem pripravil pač neko tabelo
tle zgoraj so države, bom še potem omenil, in pa neka vprašanja, tukaj so že skrčena na manjše število, tako da je bolj vsebinsko povezano. In če pogledamo, katera so ta glavna vprašanja, spet kdo je financer, spet to, kar je tudi pri nas, imamo kakšne omejitve, to se lahko prijavi, ali potrebno sofinanciranje, favoriziramo neko skupino ali ne, ali kakšen študent igra vlogo pri prijavi ali ne igra vloge. Potem druga skupina vprašanja je bila glede na te informacije, ali ocenjujemo, oziroma moramo povedati, kdo je mentor, njegov CV, kakšne bibliografske podatke, mogoče kakšni so pogoji dela, laboratorijska oprema, vsebina projekta, o študentu se zahteva CV ali ne. Potem imamo neke druge podatke, kdo je ocenjevalec, ali to panel, ali so to recenzenti, ali neka druga univerza. In pa tudi, kakšni so cilji določene sheme, ali zahteva znanstvene rezultate, ali so to svetovno primerljive, ali so aplikativni znanstveno, svetovno primerljive, ali mogoče nacionalni, kakorkoli že. In pa neke kombinacije. To so bila potem neka izluščena vprašanja. In nekako sem uspel sestaviti to 5 različnih tabel, popolnoma enakih. Ker recimo, če gledate agencija, ki je tukaj neko ministrstvo, pa neka agencija kot recimo ARRS, če ima shemo, ki je znanstvena, verjetno ti vprašanji in odgovori ne bodo enaki, kot če ima tudi aplikativno shemo. In potem, zato sem imel potem še eno drugo tabelo za tole. Potem recimo večina štipendij je individualnih, kjer pač zaprosiš, dobiš individualno štipendijo za enega doktorskega študenta. Te sheme, kot jih je že profesor Topič omenil, pa imajo tudi, bi rekel, da financirajo celotne programe, skupino študentov na neki tematiki, ki obdelajo in je tudi malo drugačen sistem. Potem imajo recimo nekatere države sheme, ki jih zgolj preko univerze, se pravi zaprosijo na univerzi sami, ne preko agencije, potem pa še nekaj drugega. Mogoče lahko tukaj še omenim, da recimo države imajo različno število takih shem, to bom še komentiral kasneje, ampak kot vidimo, večina jih ima nekoliko več različnih shem, različnih vrst, nekaj pomeni, da je bilo potrebno recimo 5 tabel imeti, ne samo eno. In pa v bistvu tukaj noto so upoštevane samo tiste javno financirane sheme, in nekako sem dobil 27 različnih tipov shem opisanih. Zgolj še informacija, s kje so bili vprašani profesori, naprimer Univerza v Leedsu, ki je med 5 tehničnimi univerzami v Angliji, pa potem imamo École Centrale de Lyon, ki je ravno tako med 5 v Franciji, ETH, Univerza v Pisi, potem ta profesor poklical svoje kolege na Politehniku v Milano in Torino, vprašal, če se strinjajo z njegovimi odgovorami, tako da to je bilo tudi recimo čisto njegova. Coimbra, Gent, ne vem, Izrael, Technion, Weizmann, tako da sem skušal dobiti nekako kolegi, ki so dovolj reprezentativni. Na koncu je nastala neka taka zadeva, in zdaj ga bom skušal, ne bom po temu več govoril, pa bom skušal to zdaj sumarno predstaviti v par slajdih. Število doktorskih shem, če pogledamo najprej, nekaj je že bilo rečeno, recimo je bilo predstavljeno kar par shem, ampak večina držav ima večje število shem, ki imajo drugačne cilje, so ločene, so drugačne. Nekako zgolj 2 državi sem našel, ki bi bila lezeno, in sicer recimo Švica, pa Izrael, pa tudi Švica. Profesor je omenil, da imajo še neke ločne sheme za potovanja, dobijo nekje še nekaj drugega denarja za doktorske študente. V Sloveniji sem sam sicer upošteval 1+1 shema, mladi raziskovalci, plus tole, kar ministrstvo financira, bi rekel, te štipendije. Za ostale so pa tako naključne skoraj, da nekako jih nisem niti upošteval. Tako da samo osebno menim, da verjetno imamo v Sloveniji samo eno shemo in to je shema vlada. Potem pa imamo še druge države, recimo po 2, nekatere imajo 3 do 5, Belgija recimo ima zelo razvito različne sheme, kar 5 različnih shem. Indija je profesor naštel 22, tako dobesedno naštel, tako da to ni samo napisal, ampak jih je naštel 22 različnih shem. Zdaj, po čem se ločijo? Ene se ločijo po viru financiranja, je to ministrstvo, agencija, univerza,
ene pa glede na cilje, ne, in potem tudi merila, ali bolj aplikativni ali znanstveni. Ne. Večinoma vse sheme financirajo enega študenta. Ne. Potem pa imamo nekaj, kot sem že prej omenil, kjer je recimo shema tudi za cel program, sprejel recimo 10 doktorskih študentov na neki tematiki in nekako to prijavijo. To je recimo primerima Velika Britanija, Portugalska in pa te evropske sheme. Običajno so financeri centralne neke agencije v vsaki državi, lahko so pa tudi recimo preko univerz. Tipično je, da država, ki ima financiranje preko univerze, ni to edina schema, ampak je tudi neka agencija, ravno tako v tej državi obstaja. To sem že omenil, recimo Belgija, ne, tudi Anglija, Francija, Švedska, Kitajska, ZDA imajo več schem, tako precej dobro predelanih za različne sisteme. Zanimivo je bilo, da nobena, nekako večina, pa skoraj nobena država ne favorizira neke skupine. Naprimer, da mi imamo tipično, radi omenjamo mlade doktorje, ne, tega nisem nikjer zaznal, nikjer niso omenjali. Posod je nek prag za študente, kot tudi pri nas, pa je 80% ali pa ocena 8, britanska, ne. Včasih se pa pojavlja, da je v bistvu študent tisti, ki prijavi ne mentor kot pri nas, ampak študent in izberijo samo res najboljše študente. Študenti tekmujejo med sabo. Ne. To je recimo v Italiji, ostale države so pa to predvsem izven Evrope, ki imajo take sisteme. Ne. Tako da recimo to ne vem zakaj, ampak se je nekako izkazalo, da je to primer. Med temi nekako omejitvami, ne, ko ste rekli, a je kakšna omejitev, mogoče vprašanje ni bilo dobro zastavljeno, ste rekli, ja, omejitev je, da je to nekaj zelo inovativnega, temeljnega, vrhunskega. Ne. To je bilo recimo nekaj tipično, kar se je pojavilo. Včasih je tudi razrez, pravijo, neodvisno, kako smo si razdelili, lani so eni dobili, letos drugi dobijo, na tak način tudi kombinirajo. Vsi pa nekako poudarjajo to kvaliteto prijave, ne, da tudi ne, oni torej imajo jasno zelo razdeljen sistem. Zdaj, glede ključnih informacij, ki se zahtevajo v vlogi, ne, nekako vsaj 50% teh ima recimo kot ekskluzivni kriterij, kriterij za dodelitev bo znanstvena odličnost. Ne, in potem imajo kriterije, kako to dosegti seveda. Ne. Nekatere 20%, ki so predvsem izven Evrope, imajo recimo kvaliteto študenta, potem pa imamo 20 do 25, ki iščejo neko kombinacijo, torej mentor, študent in projekt. Ne, to je preko neka taka mogoče zbalansirana schema, ne, v približno četrtini primerov. Ne. Ampak to dejansko bom večkrat ponovil, zato ker se res pojavi. Vsi posod omenijo ne, pričakoval bi, da bo rekli, vsaj te razvite države, ne, da bo rekli, ja, hočemo nekaj, da je sodelovanje z industrijo ali kaj ta zelo uporabnega. Vsi bazirajo na nekih znanstvenih merilih in pogojih. Včasih igra vlogo tudi strategija univerze, ne, tipično je očitno država, da ministrstvo da univerzi na denar za raziskave in potem to oni interno razdelijo. Ne. Tam so kriteriji dosti manj jasni in se ne ve, pravi, univerza je tako določila. Ne. Nekako ne veš točnega ključa, kako do tega prišlo. Ampak tipično je posod, kjer so v bistvu, kjer je neka agencija, ki razporeja denar, se sigurno ovrednotijo predvsem mentori. Zdaj, pri teh ključnih informacijah, ne, ko je študent nekje v vlogi, da se ga ocenjuje, so pri njemu, recimo, se gleda njegov CV. Jasno, če je študent neke zelo velike razlike med njimi, ni tako, da ne vem točno, kako dela samim izkušenjem iz magistrskih evropskih programov, tako da je to včasih zelo težko oceniti, neke kvalitetno oceniti razlike, ampak ne glede na to. Velikokrat je povprečna ocena merilo, priporočilna pisma, neki dosežki, spet njihova aktivnost na raziskovalnih nalogah in podobno. Včasih imajo celo sprejemne izpite ali pa celo ustne zagovore. Celo v Belgiji, ne, imajo sheme, kjer je študent v fokusu in lahko pride tja in tudi, če ima slabo oceno, prepriča komisijo in lahko dobi doktorsko štipendijo. Pri vrednotenju mentorjev je tako, kot bi pričakovali, verjetno, glavni pokazatelj je CV, ne, ampak vedno v tem CV-ju je
ne se novo prepajo, ali pri tem se te vprašajo za članke, tako posod imajo to eksplicitno navedeno, ne, spravi število člankov. Belgija recimo ima, tako kot je pri nas A3, praktično posebno enak kriterij ima tudi v Belgiji, ne, spravi količina virov, ki jih lahko profesor pridobi. In v TCV-ju zmi je število člankov najkvalitetnejše revije. Spet zelo podobno, kot je imel naš ekspertni sistem, ni tako avtomatizirano, ne, ampak ista vprašanja so, spet isti kriteriji pravzaprav. Tako da, bi rekel, ta kritika tega sistema, bi rekel, je pa ni, ne, zato ker na enak način iste kriterije ljudje upoštevajo, samo mogoče na drugačen način zbirajo pa štiri vrednotijo. In pa še ostale stvari, ki so tipične za CV. Včasih, a pa skoraj posod je potrebna tudi vsebina projekta, ampak zelo malo krat, 10-15% samo je tako, da je ta vsebina ključna. Čeprav vsi rečejo, ja, se je pomembno, ampak to se izkaže, da dejansko se ta ne vrednoti tako kritično, da je to ključno za pridobitev samega projekta. Ampak je nekje, ne? Recimo ena od schem v Franciji, Švica izključno tole, Švedska ima verjetno dve schemi taki, ZDA, vsod, ali je DOI ali je NSF, kakoli že je vedno vsebina projekta zelo pomembna. Ne? In pa tudi zanimivo je bilo, da marsikdo je izpostavil izvedljivost projekta, da se vrednoti, ali je izvedljivost projekta ustrezna, ali je okolje, laboratorij, skupina primerna za tole. Ne? Zdaj, ocenjevalci vlog prav dosti možnosti nimamo, ne, so eksperti in to je bilo v največjem deležu, da vloge recenzenti, eksperti ocenjujejo. Potem pa enkrat se te cene gredo na nek panel, ki na nek način rangira in to določi. Ne. Včasih imajo samo panel, kar pomeni, da se skupinsko to določa. Ne. V nekaterih državah je bolj administrativno, to je tam, kjer je predvsem preko univerz, ker ni zelo jasno, ne. Ali pa, bi rekel, kakšne take države, kot so Kitajska, Indija, ki nekako niso vedeli točno, pa niso jasno popisali, se vidi, da ni nekega kriterija zelo jasno določenega v ozadju. Tlej bi pa dal neko svoje mnenje pri tem, ker tudi, ko sem bil še član znanstvenega sveta, smo o tem veliko debatirali, ali pa o podobnih zadevah. Torej, bolj kot ta sistem, ali je recenzent, ali je panel ločen, ali je skupinska, kakorkoli že, je po mojem zelo pomembno, kakšne navodila daš ti recenzentom in panelu, kakšne kompetence mu daš, kako natančno ga usmeriš o kriterijih, merilih, ker sicer lahko nekdo o istem kriteriju oceni oceno, ne vem, 3, 1 pa 5, če ne poveš, kaj je 3 in kaj je 5. Ne. Tako da, tle se da, tle ni potrebna tako velika debata, če bi pravilno usmerili recenzente, kako ne vsi povedo. To se mogoče zdaj malo ponavlja, že spet okoli 65% vseh je usmerjenih praktično v zelo temeljne znanstvene raziskave, v poudarjanje inovativnosti in v svetovno aktualne kriterije, spet ta zgornji del inovativnosti ali pa znanosti, ki ga pričakujemo. 20-25% je bolj v aplikativne, ampak tudi v tem morajo biti recimo svetovno primerljive. Ne. Tudi, ko smo imeli tisti, ki poznajo REF sistem v Angliji, ne, ko ocenjujejo, ne, tudi najbolj aplikativni, ki nočejo nobenega članka videti na nek način, ne, tudi tam mora biti, recimo, je ocena 3 srednja za svetovno primerljivo. Pod 3 pa sploh ne more biti več financiranja. Imaš raziskave, ki je svetovno primerljiva, Anglija sploh ne financira več na noben način. No in 10-15% schem, pa recimo nekako niso imeli zelo jasne scheme. Mogoče mene samega, ko sem že prej omenil, me presenetilo, da je bilo relativno malo schem, ki so tako zelo usmerjene v neke industrijske probleme, zelo ciljno industrijske primere, ampak imajo, recimo ta case v Angliji, potem neko vlajo v Belgiji, na Švedskem tudi imajo to, tako da pa v teh državah, tudi vsemu to je. Ampak tudi tam dejansko je prijava enaka, ne spremenijo pogojev, da bojo zdaj pa gledali neke aplikativne dosežke. Ne, tudi tam prijavitelj mora izkazati znanstvene rezultate, če tudi dela na popolnoma aplikativnem projektu. V Sloveniji vemo, da tega ni, nekako imamo precej svobode, na kakšen način to naredimo. To je bilo, kar se teh držav tiče, koliko se mi steli tabele, mogoče se boste
če boste želeli, se boste bolj poglobili v kakšne detajle tam noter. Zdaj pa mogoče samo še te evropske scheme inovativnih mrež usposabljanja, skrajšeno se imenujejo ITN. Gre za 3 scheme, ki jih ima Marijska Ljubovska kri akcija, MSCA akcija. Pri temu mogoče, ne vem, če bi moral to najprej na koncu povedati, uspeh na teh schemah je recimo prej 5 kot 10%. Ampak ne glede na to velja za vse, tudi za Nemce velja to. In možeš pa dobiti kar precej točno. Stvar je zelo tekmovalna, ampak kljub vsemu je, bi rekel temu, rewarding, ker ima veliko dimenzij, prvič, da dobiš ti študente lahko, po drugi strani pa tudi veliko navezav, tudi podjetij in podobno se na ta način nekako lahko spletijo stiki. Evropska mreža usposabljena ETN je najpogostejša, ima tudi največ denarja, potem je manj gledal tukaj za leto 2017. Gre za to, da pač gre popoln bottom-up princip, tematika je svobodna, kar je bistvena prednost napram večini drugih kolov, ki so jasno definirani že. Te si lahko zmisliš kakršnokoli vsebino, če je dobro, jo lahko dobiš financiranje. Tipično je tam 6 do 8 partnerjev, ki lahko nekako financirajo tam 10 do 15 doktorskih študentov. 3 do 4 milijone evrov se za to dobi za 3 leta in večina teh študentov, oziroma ne študentov, to so raziskovalci. V tej schemi ni potrebno, da vpišejo doktorat, ampak večina je tako naredi. Jaz praktično za vse vem, da so dejansko tudi doktorat, niso bili v 3 takih schemah in vsi so vpisali doktorat in tudi zaključili. Potem imamo drugo schemo, ki je evropski industrijski doktorati, tle pa gre bolj individualno, kar pomeni, imaš lahko samo 2 partnerja, univerza in neko podjetje, pri čemer je zahteva, da ta doktorski študent polovico časa prebije v podjetju in gre za neko skupno mentoriranje, ta akademski del pa opravi v bistvu na univerzi. In še zadnja, skupni evropski doktorati, ki je vsem ekvivalentna v tej schemi, vse isto se dogaja, samo da mora ta konzorcij tvoriti še nek skupni doktorski program, ki ga mora formalizirati na univerzi in potem študenti morajo opraviti skupne doktorate, kar pomeni, da ne more delati doktorata zgolj na eni, pa dela recimo na 2 ali 3 in potem dobi doktorat priznan na 2 ali 3 univerzah sočasno. Ta je mogoče malo bolj zahtevna že, ker je neka kontradiktornost. V eni strani možeš dati vrhunsko znanost, ker sicer dobiš na te manjše število točk, istočasno pa možeš generirati doktorski program, ki pa mora biti bolj generičen, long lasting, celo zahteva v kolu, tako da na nek način je malo bolj kompleksno to prijaviti in nekako je pa ravno tako, tudi sam pravkar se s tem ukvarjam. To so te 3 scheme, vidimo financiranje 370, 28, 32 in to je to. Jaz zaključko ne bom bral, če bo slučajno kakšno vprašanje, bojo ostali gor, hvala lepa za pozornost. Ima kdo kakšno direktno vprašanje za profesor Kalina? Če sem prav razumel to lepo predstavitev, katero smo očitno morali vložiti kar veliko dela, je naš prejšnji sistem delitve MR-jev in ocenjevanja pravzaprav zelo podoben temu, kar imajo drugi. In me preseneča, ali pa me niti ne preseneča, ker je tako značilno slovensko, da je nekaj, kar je primerljivo, zamenjamo z nečim, ki pa ga nima nobeno. Se strinjam. V celoti. Zdaj, mogoče jaz tukaj, jaz sem dobil več MR-jev, recimo, v prejšnjem sistemu, tako da mogoče nisem objektiven, ampak glede na to, kar tukaj vidimo, kar smo videli, dejansko je tako. Vsej konc koncu leta, tudi če bomo zdaj imeli primer, ko bojo CV-ji, se v CV tudi napišeš, imam toliko člankov, imam toliko H, imam toliko tega in teh rezultatov se ne da skriti. Tudi ko prijaviš evropskih projektov, ERC ali pa karkoli, je vedno na enak način. Spremem, kdo, ki ima velik izplen, se bo to videlo ali v točkah ali pa v CV-ju. Tako da, meni je bil sistem všeč toliko,
ker enostavno je bil enostaven, ne, so številke vam padle. Je pa res bil neživljenjski v smislu, da če je bil nekdo 12,3, je bil dober, 12,2 je bil, pa ni bil več dober. Ne. To je neka stvar in bi rekel tudi tole, da potem prav nič se ni gledalo projekte, vsebine, morda ni bilo. Če bi tisti sistem združili z neko presojo, ne, koliko so ljudje med sabo narazen in kaj prijavljajo tako, ne, da ne bi delili revolucije na tem, bil po mojem od idealni sistem. Hvala. Mogoče še poskušam malo zagovarjati ta sistem, ki je zdaj v primeru skrajšnji. In sicer ena stvar na začetku ni bila izpostavljena v predstavitvi, kakšna je bila evolucija dodeljevanja mladih raziskovalcev. In sicer prvo obdobje je bilo tako, da se je dodeljevalo mladim raziskovalcem, ocenjevalo se mlade raziskovalce, se pravi, kakšna je njihova povprečna ocena, predvsem to. No in problem, ki se je vzpostavil v zvezi s tem, je bil naslednji. Cel kup zelo obetavnih mladih raziskovalcev je potem šlo k mentorju, ki ni bil ustrezen, ki ni bil dovolj dober, dovolj znanstveno kvaliteten. In seveda, to je bilo pogojeno seveda tudi za situacijo znanosti, zaradi tega, ker slovenska znanost je recimo v teh 30 letih, ko se govori, doživela zelo velik napredek. Recimo takrat začetek Slovenije je bila povprečna citirana slovenskih člankov, kakšna tretjina EU povprečja, danes je 170%. Z drugo besedo, v tem času je cel kup znanstvenikov se razvilo, ki so lahko postali sposobni mentori. Takrat jih je bilo pa krepko manj, tako da je bil to prvi korak izbiranja mentorjev. In potem je bil ta postopek, ki je, kot ste omenili, imel določene slabosti in potem leta 2014 smo nekako pripravili in zelo vesel sem, da se nadaljuje ta sistem, da se pa dodeljuje mentorje programskim skupinam, ampak to nikakor ne pomeni, da se dodeljuje kar programskim skupinam, ampak komorkoli, ampak se dodeljuje programskim skupinam tistim znotraj, ki ustrezajo pogojem. Z drugo besedo, tudi v sedanjem sistemu je tako zagotovljena kvalitetna izbira mentorjev. Tako je z drugo besedo, vse te stvari, ki pišejo, da jih drugi tudi uporabljajo, tudi nov sistem upošteva. Če smem samo komentirati, sej razumem, imate nek rešim prav, ne? Ampak naša merila so tako nizko postavljena, da praktično vsakdo, ki deluje v programski skupini, skoraj da izpolnjuje te pogoje, če ni nek zelo mlad. Tako da je to in po drugi strani, jaz kot vodja programske skupine lahko imam 3 primerljive ali pa enega celo, ki odstopa, pa dam lahko temu najslabšemu, ki ima te minimalne pogoje. To je zdaj v moji ingerenciji. Ja, razumem, nizko postavljeno, ampak če bi pa ista merila postavili pred 10 leti, bi rekli pa nedosegljivo visoka merila. Tako da dvignite in to je to. Vedno nekaj evolucije. Torej, jaz bi prekinil tole razpravo, ker smo živ v posvetu, ampak bi prosil najprej še za eno predavanje profesora Kalina, in sicer v imenu celotne delovne skupine MR+, glede njihovega pogleda, kaj bi bilo treba narediti, kaj bi bila lahko dopolnilna schema, kako naj bi ta izbor potekal, potem bi pa šli v razpravo, kjer bi potem lahko to soočali. Zato prosim. Hvala, profesor Mihajlović je prosil, če bi lahko že bom tukaj za to prvi del predstavil, še ta drugi del, ki je pač ne more sam zaradi odsotnosti. Dejansko je to nekako njegov bil pogled in komisija je bolj ali manj zgolj usklajevala in neka priporočila dodatna še dala. Se pravi, program mladih raziskovalcev, kot je bilo danes rečeno, je res eden zelo kvalitetnih programov, ki je bil izveden in smo temu hvaležni in dejansko nam je omogočil, da smo izobrazili toliko doktorskih oziroma toliko doktorjev znanosti, ki krojijo današnje življenje v Sloveniji tako ali drugače. In recimo ta trenutek spet kritika, ki se je pojavila na ta način, ki je tudi dr. Devšar komentiral zdaj, je, da zdaj dobimo recimo 700 mladih raziskovalcev v 300 skupinah. Razpršitev je zelo velika, relativno enakomerna,
ni več tako morda tekmovalna, kot je bila prej. Ne. Zdaj, lahko to dobro razstavo, to je stvar diskusije seveda, in verjetno tudi tukaj obstajajo anomalije, kot so prej obstajale anomalije, tako da to se moramo strinjati. Ampak dejstvo je, da karkoli bomo financirali, moramo financirati tako, da bo izplen za državo, za družbo čim večji. Nek najširši družbeni interes bi morali biti tukaj izpostavljen, kako to doseči, je pa stvar današnjega posveta tudi. Zdaj, izhodišča, ki jih je nekako so bila postavljena, so predvsem ta. Da kot prvo je ta denar, ki ga dobivamo raziskovalci, mentorji ali pa študentje, je investicija države v nas, zato, da bomo vrnili državi nazaj, kot je bilo tudi že prej povedano. Kriterij, ki naj bi tukaj veljali, predvsem to, da bi morala biti kvaliteta mentorja, študenta tega projekta, to je verjetno optimum, nekako najbolj izpostavljena. Sistem mora biti konkurenčen, predvsem mednarodnemu merilu, tako da lahko mi z našimi doktorji dejansko stopimo en korak naprej, naredimo eno stopnico, da bomo postavili bolj primerljivi, najbolj razviti, ne pa vzpostavljali z današnjega časa, če oni napredujejo. Mi moramo paziti, da smo mednarodno primerljivi in to pa nedvoumno zahteva, da financiramo zelo dobre projekte, zelo dobre študente, dobre mentore. In pa tudi privlač, da študente ne bi šli na doktorate, recimo v Cambridge, tja bo itak šli vedno, z veseljem, če bojo imeli možnost, ampak da ne bodo hoteli v tujino, ampak da bojo raje ostali pri nas. Sve ta družbena korist mora biti izpostavljena. Pravilnik bo nekako pomagal najti mentorje študentom in obratno. Ena zadeva, ki se je pojavila, izpostavila, je bila, da naj bi bilo to zdaj enostavno za administriranje, ker tako, kot bomo šli na ocenjevalce, če je ideja, da bi šli na ocenjevalce in pa ne, potem to ne bo tako enostavno. To za agencijo predstavlja velik zalogaj, tudi finančni zalogaj sem prepričan, tako da to ne bo tako enostavno, ampak zato je tukaj izpostavljeno, profesor Mihajlovič je to verjetno hotel tako povedati. Zdaj pa, ta kritika sedanjega sistema je ravno v tem, da je na nek način, se ni bil verjetno namerno, jaz sam osebno nimam toliko zamere temu, da je bil nekoliko bolj zbirokratiziran, če je to neka grda beseda uporabljena, ampak dejansko ni bilo tega osebnega stika veliko, na ta način je tukaj mišljeno. Ne stremi preveč k neki kvaliteti samo, ampak nekemu enostavnosti rešitve. Verjetno, zdaj, kriteriji so relativno nizki, zato je to lahko vodi v neko bolj povprečno znanost, ne samo odlično. In zdaj, vezava mladih raziskovalcev na programske skupine se verjetno je najbolj problematična v tem, da so programske skupine bile določene pred 20 leti in takrat je bilo neko stanje, danes je neko drugo stanje, ta evolucija ne sledi toliko dejanskim razvojem področji, kvalitete in tako naprej. In zdaj mi smo vzpostavili nov sistem, ki je vezan praktično na onega drugega. In to na velikost skupine, ki je takrat bila določena. In to je neka kritika, ki verjetno zdrži vsa merila. Težava je tudi pri zaposljivosti, pri absorpciji mladih raziskovalcev. Nima smisla, da jih vzgajamo doktorje znanosti na področjih, ki potem ostanejo brezposelni. To kljub vsemu moramo paziti, se mislim, da se to že nekaj na agenciji izvaja. Potem imamo tle težavo mentorjev mlajše generacije, ko že postanejo zelo dobri, ampak hkrati nimajo recimo toliko točk, kot recimo ti najboljši, pa so bili mogoče tle zapostavljeni. In pa ta zadeva, da ni te strokovne razprave, kako se to izvaja. Aktualno s temo bi bilo treba upoštevati in ta delitev med ustanovami programskih skupin, kot je bilo rečeno, ni najboljša. In zdaj, kaj je pa predlog? To je v bistvu predlog, zadnji slajd pravzaprav. Ta ekspertni sistem MR plus programa, ki je predlagan, bi bil torej drugačen od tega, ki je ta generalni MR program, ki ima večino mladih raziskovalcev, tle bi bila neka dodana vrednost, neko manjše število za res najbolj elitne
projekte. In predlog je bil tak, ne, da recimo mentor bi bil tisti, ki bi predložil svoj CV, ne, ki bi bil nekako standardiziran po sistemu RC-vzorca, predloži se raziskovalni program, kjer se pove temeljne stvari, ne veliko, to da ne bi bil obširen projekt, kot recimo 20-30 strani, ne, ampak nekaj malega, ampak da se da razbrati ključne stvari. Ne. Ocenjevala bi se izvirnost, inovativnost, kvaliteta, ne, nekaj svetovnih kriterij, merila. Ocenjevali bi potem strokovnjaki, eksperti, recimo na panelu, kakorkoli že, verjetno na panelu. Panel bi bil interdisciplinarno sestavljen. Svoj koncept je, da nekako ERC sistem, kot vidite, ne. Ampak, naprimer, da bi poenostavili zadevo, bi lahko bil panel sestavljen tako, da bi polovica tega panela bi praktično, oziroma, da bi panel sestavljeni člani znanstvenih ved, ne, po vedah, recimo polovica teh, drugo leto bi se zamenili, kar bi poenostavilo sistem, ne bi bilo dosti bolj ugodno, da ne bi samo tujih recenzentov vabili, ne. In recimo mlajšim članom bi dali glavno besedo, ne, spet, da bi se izognili temu, recimo, prevladujočemu vplivu teh bolj izkušenih in renomiranih, bi rekel, znanstvenikov, ki potem verjetno prevladajo na takem panelu, ne. In jasno izločitve konflikt interesov bi moral biti zagotovljen. Potek prijave je bil preprost, spravi zgolj dodamo predloge na nek način, ne, s temo, CV-jem, ne. Če je tema izbrana, potem mentor poišče ustreznega kandidata, ki tudi mora izkazovati nekaj merila in potem se tako mesto na nek način realizira. Ne. Potem je te še zdaj nekaj več teh predlogov, tukaj nismo bili tako sozvočni, kot v preostalem delu, recimo, ne, in temu verjetno bi itak imela agencija glavno besedo, tako da jaz to ni neka strokovni predlog, tako da jaz v to zdaj mogoče niti ne bi preveč spuščal, ne, ampak nekaj predlogov tle vidite, kako je bilo tako, vsaj večji povprečno zamišljeno, ne, s kakšnimi stvarmi se bolj strinjamo, lahko s kakšnimi manj, tudi vi osebno, ampak na nek način. To je ta predlog, ki ga je komisija približno pripravila in jaz bi tukaj pravzaprav zaključil, pa bo verjetno v razpravi nekaj več. No, to ste pa že videli, stavili člane komisije poznali. Tako, hvala lepa, da ste dali nekaj. Profesor Kalino, jaz bi seveda zdaj povabil na omizje profesor Kalina in pa direktorja agencije, profesor Gertika, ker se sedete. In seveda, kot vidite, smo v okviru delovanja novega znanstvenega sveta se odločili za bolj odprto delovanje in razprave. Današnja je namenjena torej programu MR in pa usmeritvam. Preden odprem razpravo, verjamem, da so številna vprašanja, bi se najprej zahvalil delovni skupini MR+, za opravljeno delo, še posebej pa profesor Kalinu za to analizo stanja drugod po različnih državah, ne samo v Evropi, ampak tudi po svetu. Sedaj pa prosim najprej direktorja agencije za izhodišče. Hvala lepa, hvala za predstavitve in za opravljeno delo. Auditoriju bi želel najprej razložiti ozadje te delovne skupine, morda vseh formalnosti ne poznate. Znanstveni svet agencije, ki je najvišje strokovno telo agencije, ima možnost in pravico ustanoviti delovno skupino. In na eni izmed januarskih sej, če se prav spomnim, je znanstveni svet ustanovil to skupino, ki je podalo rezultate svojega razmišljanja. Naslovili so vprašanje mladih raziskovalcev in tako, kot je bilo danes podano, smo v bistvu tudi formalno prvič seznanjeni z temi rezultati in kaj se bo zgodilo s temi rezultati. Ti rezultati bodo predmet obravnave na znanstvenem svetu. Agencija bo seveda tukaj strokovno podporo ponujala. Ob tem bi se rad malce dotaknil debate, ki je potekala prej. Sam sem nekako zagovornik aktivnega operativnega delovanja in smo na neki časovni točki, to je zdaj, in moramo razmišljati naprej. Dobro je seveda poznati
stare sisteme, kako se je prej dodeljevalo mesta mladih raziskovalcev, kako so se izbirali, to so vsekakor dragocene informacije. Takrat, ko je nastopil moj mandat, je začel veljati pravilnik, ki je bil pripravljen v prejšnjem mandatu in seveda tudi glede izbora mladih raziskovalcev. In tako kot je moj predhodnik dr. Demšar poudaril, je seveda kakovost implicitno vsebovana tudi v tem, torej ne moremo a priori reči, da se kakovost ne ocenjuje. Morda ni skomunicirana tako, kot bi bilo treba, oziroma ne povemo dovolj jasno. Namreč v sedanjem modelu mladih raziskovalcev se upošteva ocena programske skupine, torej ocena je. Drugi dve oceni, torej izbiri mentorja in izbire kandidata, sta pa na ravni avtonomije inštitucije, ki se je prijavila. To tudi moramo upoštevati, da del odgovornosti za to izbiro znotraj programske skupine, ne velik del odgovornosti, ima v bistvu izvajalec programa mladih raziskovalcev kasneje. Tudi zaradi tega vzamem mnogokrat v bran sedanji način izbire mladih raziskovalcev in sem sam pobudo znanstvenega sveta razumel kot komplementarno shemo tej. Zaradi tega, ker ta shema, ki zdaj teče 2 leti, bo seveda svoj učinek pokazala v daljšem obdobju, ocenjujemo, dr. Perdih mi je omenil 5 do 6 let, ki vodi sektor za mlade raziskovalce ljudi. Tako da želimo s temi prispevki, ki jih je predstavil profesor Kalin v imenu skupine, želimo dopolniti obstoječo shemo in ohraniti, malce predvidevam, tako, ker stvar še ni povsem domišljena, 175 mest ohranjati v okviru sheme, ponuditi pa dodatnih 25 mest po kriteriju odličnosti. To so pričakovanja, seveda pa še formalno poudarjam še enkrat, to ni bilo dorečeno in bo predmet obravnave na znanstvenem svetu. Iz tega sledi tudi tisto, kar je profesor Kalin vmes omenil, da bo verjetno to podražilo postopek in glede na postopek, ki je bil opisan na koncu, da vsekakor bo. Zaradi tega, ker shema, kot je zdaj predvidena strani delovne skupine, zahteva evalvacijski postopek, panele, kar je logično, do neke mere, seveda želimo narediti učinkovit postopek in to bo treba narediti, bo nekaj seveda stalo, ampak sam vidim kot učinkovito možnost to, da se obstoječa shema preprosto dopolni z shemo, ki temelji na odličnosti. Toliko bi samo pripomnil in ob zahvali za predstavitev in sem se malce dotaknil diskusij, ki so tekle. Hvala lepa. Hvala lepa, torej odpiram diskusijo, prosim z vprašanji, najprej profesor Turk, profesor Ložina, profesor Jemnik. Ne bomo vprašanje, mogoče v komentar. Najbolj je vsem jasno, da želimo obrazati najboljše. To je, mislim, tiste mlade, ki bojo, da so tri vodstva, da se to naša odgovornost. Danes ni bilo niti besede, praktično o tem govorim od začetka. Koliko je pa financiranje? Od tega prvo zavisi. Mi financiramo iz javnih sredstev okrog 0,36% BDP-a. Če gledamo to nazaj, ker je danes že 40 let, jaz ne vem, da ono tisto nazaj ne vem, da se je za 100% dvignilo sredstva za infrastrukturo in tako naprej. Nekaj pa res, da leta 92, zato pa so podatki, smo imeli iz proračuna 3,8% za raziskave in v procentu BDP je 0,81. To so čisto druge številke, kot to, kar se danes pogovarjamo. To bomo pošteni, mislim, na ta način, gotovo bojo mladi tudi ostali. Ker vemo, na samem podatek, ki mene šokiral, pred mesecem dni, sem imel v laboratoriju nekoga, ki je opravljal prakso, je popisan na Oxfordu, dela diplomo, to so drugi letniki zdaj. In sem ga vprašal, kako je kje prišel. Tako, da že v drugem razredu gimnazije izbirajo angleške univerze, dijake in jih sledijo in potem seveda v 3. in 4. letniku to so uspešni. To je konkretni primer je druga gimnazija Maribor, tak je zdaj omenjam. No in potem pride v Anglijo in da ne bi naprej razpredal,
v Angliji, samo na tej univerzi, je trenutno približno 60 Slovencev, ki delajo bodisi diplomo, bodisi doktorat, nekaj jih je pa podoktorjev. Mislim, mene ta številka šokirala. To je prvo, kar moramo sveda narediti, če hočemo sploh obdržati dobre. Ker vse ostalo lahko govorimo marsikaj, ampak da boljši uhajajo ven in teh tukaj ni. No, drugo, kar se mi zdi, da je pa zelo pomembno, da bi poenostaviti sistem mentorjev. Jaz bom primerja, nisem videl primera danes Nemčije, pa recimo Avstrije. Pa moram pohvaliti, delajo ogromno in vam čestitam za opravljeno delo. Tam recimo, nam je zelo blizu, več kot prejno Nemčijo, pa iz vrsta razlogov zelo dobro poznam. Pa tudi Timsko bom omenil. Kaj se zgodi? V Münchnu, tam sta dve najboljše univerzi, LMU pa TU. Oni so zmožni, predvsem recimo LMU pa Max Planck institut, skupen dati razpis. Da si predstavljate, da Ljubljanska univerza in inštitut Štefan data skupen razpis. To je popolnoma, mislim, trenutno absurd. Tega ni, ne? No, ampak to skupaj, oni ga skupaj dajo ta razpis in potem se prijavi čisto konkretni primer 620 študentov iz celega sveta. Administracija, profesori pogledajo kurikulum-vitae in poročila in tako naprej, jih izberejo 60. Tih 60 pripeljejo, jih povabijo, plačajo stroške, 30 izberejo. In potem, seveda, ni nobenega drugega kriterija, da se ne piše nobenih projektov, nobenih ocenjevanj, mentorjev, pa ne vem kaj vse. On mora imeti tisti projekt, on ga mora imeti. In da se vračam nazaj, tako je bilo tudi v časih pred 30 leti. Zelo preprosto, s tem, da je bila ena tako zvana, pa ne vem kdo pravi, mislim, da to Brzinova komisija, ki je odobrila, če si imel več kot recimo 4 ali 5 teh mladih raziskovalcev. Skratka, to je pa posebej bilo, to so bili res mogoče 2, 3, recimo profesor Blinc je dobil, recimo je bil zaprosil, pa je dobil kakšnega več in tako naprej. Skratka, hočem reči, da mislim, da bi morali ta sistem, koliko je v svetu zelo poenostaviti, da se, če imaš projekt, si upravičen, kar se pa tiče mladih mentorjev, moramo gledati na korist doktorantov. Njegova karijera je odvisna od tega, kakšnega mentorja ima. To se najprej strinjamo vsi. Mora biti dober. In za mene bi moral biti mentor vsak tak, ki je bil v tujini kot postdoktor. Ne pa, Rajman se ne vračajo in potem jim zaključil. Sveda se ne vračajo, ker najprej se morajo vrniti se bojo takrat, kot da bojo približno isti pogoji od zunaj pa doma. Potem obstaja študija Evropske akademije v Londonu, članke, kakorkoli, dan zajetje Balkan, brez Slovenije, Češka, Mađarska pa baltske države in tam se zelo lepo vidi, kaj se dogaja v teh državah. In zaključek je, tiste študije, profesor iz Katolik univerzitete v Luvenu, ta druga je pa, School of Economy v Londonu, sta dva avtorja. No, in tam piše lepo, ko so primerljivi pogoji, ni treba, da so isti, vsak je doma. Torej, primerljivi pogoji. Če pa niso, pa seveda, kaj se bo dogajalo zdaj, da ne bom komu delal krivice, veliko je tistih, ki pač se prijavijo, pa ne uspejo. Tudi targa sem v laboratoriju in celo z iste šole in celo so šolc tistega, ki pa je uspel. Slučajno smo tako skrbi, zdaj delam biokemijo na fakulteti, prva sem na praksi. In kaj je povedal? Ja, jaz nisem bil sprejet. Zato si tukaj. Ja, rekel, ampak ko bom magistriral, bom še poslušal. Pa bom šel. No, skratka, to sem s tem zaključil. Mislim, da treba sistem zelo poenostaviti, ker od zunaj je to zelo preprosto. Včas tudi mi smo imeli tako, kot je v Nemčiji pa v Avstriji. Smo imeli čas, pa smo pa tako pisali. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da imamo še vprašanje, pa bomo mogoče poleg sintezo lahko delali. Profesor Božina, prosim. Poslušal bi izkoristiti priložnost za širši pogled tudi na tisto, kar je bilo v prvem delu, rečeno, če bo učinkovejši. Profesor Vrbec je omenil, da skoraj ni možno dodati temu, kar je bilo rečeno, ničesar. Jaz sem pa se potrudil, pa sem pogledal vse, kar je bilo rečeno tukaj, tudi
stališča profesora Mihajloviča oziroma te skupine, drugo je tretje stališče omenja, kako se je zaradi mladih raziskovalcev izboljšal sploh učinkovitost celotnega raziskovalnega sistema. Mislim pa, da je zelo pomembna prednost akcije mladih raziskovalcev ta, da je praktično omogočilo podiplomski študij v Sloveniji v znatnejšem številu. Do tedaj je bil to študij zelo omejen po številu, od tedaj naprej se ve 200-250 mladih vstopa v ta študij in ga tudi uspešno dela. Podiplomski študij v Sloveniji je po zaslugi akcije mladih raziskovalcev se pravzaprav pošteno začel širiti. In danes je rezultat eden od teh kandidatov od 7000 doktorjev zaposlenih v Sloveniji, jih je 5000 nastalo akcije mladih raziskovalcev. Vsak si lahko predstavlja, kako zelo pomembno je in kako zelo bi, recimo, kako slabo bi bilo, če te akcije ne bi bilo. Tudi če jo ne bi bilo takrat, jo ne bi bilo nikoli. Pred dnevi je imela Inženirska akademija Slovenije posvet o bolonjskem študiju inženirskih strok. Zapravo, omejeni smo bili na inženirstvo in ko se sam razmišljal, se nisem mogel izogniti vplivu akcije mladih raziskovalcev. Ker je pač že to, kar sem že povedal, in s tem akcijo je tudi Slovenija kot majhna dežela, pa kot nečlanica Evropske unije stopila v bolonjski proces z zelo bogato dediščino. Namreč ne bom dolg, ampak Evropa kot taka takrat v začetku bolonjske reforme še ni bila razčiščeno, ali bosta 2 stopnji ali bosta 3. Na koncu se je, zelo dolgo časa je trajalo, preden je uradno prišlo ven, najmanj 7 let, da so pravzaprav 3 stopnje. Medtem ko ameriški sistem, kot veste, da 2. Mi smo tak sistem že imeli. To je prva stvar. In smo na osnovi tega lahko v bolonjski proces boljše vstopali kot ostali. Podiplomski študij pomeni seveda nepogrešljivo povezavo z raziskovalnim delom. Tudi tukaj je imela Evropa pri bolonjski reformi kar težave. Od začetka je bilo govora samo o študiju. Povezava z raziskovalnim delom je zelo počas vstopala. Uradno sta se pa povezala evropski visokošolski prostor HEA in raziskovalni prostor šele leta 2070, let po zaključku evropske reforme, bolonjskega procesa. No, tule bi pa omenil, to je bil prva prednost za Bolonjo. Druga stvar, moje ocene programa 2000 mladih raziskovalcev pa ni to zelo odlično. In sicer prvotni cilj je bil 50% mladih raziskovalcev je namenjenih obnovi in 50% pretoku. Številke, ki sem jih zasledil leta 2009 v zelo zanimivem poročilu, ne boste verjeli, Računskega sodišča, so pa, da je šlo v gospodarstvo pod pretok 20% teh študentov. In v tem pogledu je težko reči, da je bilo to uspešno. Zato mislim, da je čas pri pripravi teh novih sprememb, da se programu mladih raziskovalcev, ki je med tem žal ugasnil, je pa zadoščal eni te osnovni verziji, da kdorkoli vstopil v ta program, bi moral končati v gospodarstvu, ter v gospodarstvu že začelo. Da se temu programu da bistveno večja teža kot doslej. Analiza, odlična analiza profesorja Kalina je to že v bistvu vključila, ker je povedal, da obstajajo sistemi, ki so v povezavi z gospodarstvom in tak je naš sistem bil. Imeli smo
organizacijo, ki je želela vključiti se. Imeli smo, rečemo, mentorja na delovni organizaciji gospodarstvu, imeli smo mentorja, imeli smo program in ti programi so bili praktično program doktorske disertacije od začetka do konca vključno z izpiti. Ta osnova se je dala, po mojem mnenju, zelo lepo vrednoti. In mislim, da je to ena od osnov, ne bom rekel, da je večina tega programa ne bi tekla v glavnem v istih pogojih kot doslej, ampak dodatno k temu bi bilo treba uspodbuditi program mladih raziskovalcev za gospodarstvo na tej osnovi, da pri njemu sodeluje industrija ali pa gospodarstvo in univerza na tej osnovi dvojni, to se pravi mentor, mentor 2 in mladi raziskovalci. Mi bi samo pomnem, mentori niso nikoli dobivali mladih raziskovalcev, ampak vselej na osnovi prijave, ki je vključevala tudi že takrat študenta. Tako da jaz mislim, da prvo obdobje je bilo mentor, študent in seveda potrebna prijava in to se ne podzimlja. Žal pa je to obdobje bilo kratko, ne? Od Ja, 2007 do 2010. in tudi podatki, ki jih je profesor Topič navedel, jaz zanje pač nisem do zdaj slišal, so slabi. Bom komentiral še to, če dovolite, se pravičujem, ampak vsaka misel, da je za gospodarstvo pa za dost manj zahteven kriterij, je po mojem mnenju različen. Programi raziskovalci z doktoratom znanosti povsem primerljivi z doktorji v drugih državah. Čisto konkretno se da pogledati, kdo je to pogledal in kakšne izkušnje oziroma pogledali se. Hvala lepa, oprostite, se mi vključi. Hvala lepa. Samo odgovor profesor Kalina. Ja, samo na kratko, jaz bi se zelo strinjal s profesorom Možina, da to za gospodarstvo, da mi ne smemo ločevati. Včasih se sliši, da za sodelovanje z gospodarstvom potrebuješ pa drugačne znanstvenike, ne, ki imajo ne vem, neki drugega, ne pa znanstvene rezultate. In bi to zelo podprl, analiza tudi kaže, da tudi tam, kjer so aplikativni projekti, so vedno samo znanstveni kriteriji, tako da bi to moralo vedno veljati. Ja. Glede Nemčije pa Avstrije, imam odgovore, ampak sem jih dobil tako na koncu, da so bili slabi in sem se bal, da noter, da ne bom kaj zelo narobe napisal. In to je bil razlik, imam pa oboje odgovore. Mislim pa, da je poanta tam, da je za science, pa tehniko ali pa tudi druga področja potem zelo velika razlika pri financiranju, da to je glavna poanta. No, če smem samo še dodati to, kar sem dal na projektor, namreč v reviji Telex je bil objavljen konec leta 1985 intervju z dr. Erikom Brenkom z naslovom 2000 novih mladih raziskovalcev in pa torej že s poanto, da se jih bo 1500 preselilo v gospodarstvo. Tudi že takrat je bil namen jasen. In mislim, da seveda temu primerno se lahko pridružujemo mnenju profesor Možine. Akademik Emri, prosim. Najlepša hvala. Jaz bi nadaljeval, ker je dr. Topič se ustavil. Meni, da nam manjka vsebinski pogled v prihodnost. Generiranje doktorjev ne more biti cilj sam zase, ampak je lahko zgolj inštrument, katerega cilj bi moral biti dvig naše konkurenčne sposobnosti, dvig našega standarda in tako naprej. Navedel bom primer, ki mogoče ni najboljši, ker se to ne da enostavno iz firme prenesti v državo. Ampak BASF ima podobno kot Slovenija 6000 raziskovalcev. In oni so v letu 2015 ustvarili EGITA 7,5 milijard iz inovacij in tehnoloških preboj. In so bili zelo nezadovoljni, ker so imeli začrtanih 10 milijard. Vete, mi se pa v principu o vsebini sploh ne pogovarjamo. Mi se pogovarjamo, kako si bomo delili denar, zato da bomo imeli raziskovalce, ki bodo sami sebi namen. Kritičen sem, ampak mislim, da je potrebno biti ekstremen, da izpostavimo tisto, kar se bo lažje videlo, kaj hočem povedati. Torej, mi bi si morali zastaviti jasen načrt, kaj naj bo Slovenija čez naslednjih 30 let.
In seveda, če bo cilj zgolj to, da bomo imeli še naslednjih, ne vem, 1000 doktorandov, ki bodo brez službe, potem je to zelo slab cilj. Tako da bi resnično predlagal, da se poskušamo usmeriti v vsebino in pogledati, če je treba še kaj drugega narediti, da je to izvedljivo, ker verjetno samo ta program tega ne more zagotoviti. Najlepša hvala. Hvala lepa za mnenje. Mogoče samo replika, se popolnoma strinjam. Na znanstvenem svetu smo že razmišljali in spremljamo, koliko je tiste delež, ki je potreben za regeneracijo, torej za obnovo raziskovalnih kapacitet, ne, koliko je pa tisto, kjer bi bila vsebina potrebna predvsem pri prenosu za gospodarstvo in pa tudi za družbo. Profesor Čopič, prosim. Hvala lepa, prvo kratko. Torej, mislim, da če govorimo konkretno nazaj o teh, kakšno schemo se želimo, obe scheme imate očitno svoje probleme in kombinacija je najbolj najboljša, torej jaz bi rekel, da bi nekoliko večji delež, mogoče 1/3 dal na ta individualni del, proti 2/3 na programskem razdeljevanju, je pa po drugi strani treba pač dopolniti, odnosno popraviti programsko schemo v tem smislu, da ni več tako statična. Torej, mi bi morali doseči, da se vsi programi evaluirajo recimo v 5-6 letih in da je pri vsaki evaluaciji 5, vsaj, ampak je prej 10% pač spremembe, torej novih programov in zmanjšanja starih ali ukinitve starih programov. To bi se tudi avtomatsko popravil problem kvalitete. In seveda drugo, torej 1/3 pa v taki schemi da individualno. Pozorili pa še eno stvar, ki je Evropi zelo pomembna, pred 2 leti je Evropska zveza univerz, pač napravila komisija, ki se raziskavanje ukvarja, napravila analizo tega, čemu mi pravimo doktorantov iz gospodarstva in je gotovila, da je to izredno koristen most med akademsko sfero in gospodarstvo. Mi smo to v tistem, kar je v tisti analizi se izkazalo, je da naša schema, torej doktorandov iz gospodarstva, tako rekoč skoraj najboljša možna in je velikanska škoda, da smo ukinili, ni res ključno podpirati, da je ponovno vzpostavimo. Zdaj, kar se tiče usmerjanja raziskovalnega dela, vendar je treba reči, mi smo se kot nacija odločili, da imamo kompletno univerzo, da to imamo vendarle imeti tudi kompletno, kolikor toliko kompletno znanost. Pri čemer je seveda tudi treba skrbeti na njeno pač umeščenost v celotno družbo, pa še profesor Turko, jaz mislim, da ni prav nič ne možno imeti skupni razpis Štefana in univerze. Hvala lepa. Dr. Demšar, potem pa profesor Zorotani. Ja, vesel sem, ker sem vodo posebej sem vesel, da so tle ti, ki so začeli, profesor Frlec, Vrenko, Boškovič. Mogoče nekaj podatkov, ko sem malo pogledal, preden sem prišel sam, kaj se je v tem času zgodilo. Recimo pogleditev doktorjev je bil eden od ciljev te akcije mladih raziskovalcev. Takrat, ko se je začelo, je bilo približno 20% od vseh doktorjev je bilo mladih 40 let. In potem je število teh mladih doktorjev raslo, 2005 je doseglo stopno, ki približno traja tudi danes, 40% od vseh doktorjev je mlajših od 40 let. Skratka, popolnoma se je spremenila starostna struktura, postala zelo normalna. To je bilo prvo. Drugo pa mogoče nadaljevanje, kar je profesor Možina prejle rekel, kar se tiče doktorjev v gospodarstvu. Takrat je bilo kakšnih 3% od vseh doktorjev je bilo zaposlenih v gospodarstvu. No in tudi ta številka je zelo rasla, tako da je njih 25% pri njih študij, ko sem jo prodal v analizi danes v Sloveniji, kar je seveda še vedno krepko manj kot v drugih razvitih državah, ki je okrog 35%. Da je še kar razvita vesoljska leta od tistega obdobja. Mogoče eden od glavnih problemov ni v tej sobi, ampak je v drugih sobah in sicer, če pogledamo, kolikšna je plača doktorjev, povprečna plača doktorjev v gospodarstvu v Sloveniji, v primeru s plačo
doktorja skratka v gospodarstvu, v primerju s plačo, ki jo imajo v akademskem svetu, na univerzah in inštitutih, je v Sloveniji približno enaka povprečna plača, kar ni nikjer v drugi EU 28 državi. Povsod, vseh ostalih je plača doktorja v gospodarstvu višja. Nekaj mogoče ta sprememba davčne zakonodaje obeta, pa ne vem, če je točno prav ciljena, da bi v to smer šla. Kar se tiče pa tega spodbujanja mladih, se pravi teh schem za gospodarstvo, je agencija to schemo imela, na kar je bila takrat tudi TIA, tehnološka agencija, in je cela schema odšla na TIA z denarjem ured, in potem TIA se je združila v Spirit, ampak skratka, kako se heca eni bolj v Spirit, je šel ta projekt, skratka, izginil zares. Tako da je v tem kontekstu treba stvar povedati. Hvala lepa. Profesor Zavrtanje, prosim. Ja, po mojem mnenju se malce preveč ukvarjamo in preveč časa posvečamo temu, kako bomo denar razdelili, kar se mi zdi relativno manj pomembno kot to, kakšno je število teh mest mladih raziskovalcev. Mi smo prišli z 250 plus MVI za gospodarstvo na 170-175. In seveda, če je mest premalo, kakorkoli boste delili, bo veliko ljudi nesrečnih. To ne uide, oziroma nam ne uide. Zdaj, če bi bilo pa število teh mest dovolj veliko, potem bomo pa zadovoljni s poljubnim sistemom razdelitve. Tako da jedro problema je tukaj število, oziroma finančna sredstva, ki so namenjena za usposabljanje mladih raziskovalcev v Sloveniji. Vključno z mesti za te doktorje za gospodarstvo. In ta druga stvar, ki moti malo pri tem novem sistemu, mene moti to, da gremo iz enega sistema, ki je primerljiv z drugimi državami, na en sistem, ki ni primerljiv, ampak, kot sem rekel, mogoče to niti ni tako pomembno. Tisto, kar moti pri tej vezavi na programske skupine, je, da so programske skupine izjemno rigidne. Dokler ne bomo prišli do tega, da se bo vsako leto 10% slabo ocenjenih, najslabše ocenjenih programskih skupin ukinilo in razpisalo nove za mlajše ljudi, to ne bi bili ljudje mojih let, ampak ljudje, ki so nekje recimo bolj začetku ali sredini svoje karijere in so potentni, in v Sloveniji praktično imajo zaprto pot. Kaj še ne, da bi privabili kakšnega znanstvenika iz tujine? Kako ga boš privabil? Vsega nimaš kam dati. Tako da tukaj ta dva problema sta ključna po mojem mnenju. Finančna sredstva namenjena za sistem mladih raziskovalcev in pa sistem programskega financiranja, ki bolj rigidni kot je ne more biti. Hvala lepa. Direktor? Hvala. Mogoče bi samo tukaj pripomnil, da glede rigidnosti programskih skupin. Raziskovalne organizacije le premalokrat ali pa sploh ne izkoriščajo možnost, da predlagajo spremembo strukture programskih skupin znotraj samih sebi. Ta možnost obstaja, gre na evalvacijo, je bila možna v prejšnjem pravilniku, je možna tudi zdaj, ampak res pa je, da se mora raziskovalna organizacija odločiti. Je pa res to, kar ste omenili, vprašanja so zelo povezana, razprava se oddaljuje od samih mladih raziskovalcev, od tega inštrumenta, kar je povsem logično in pričakovano. Glede financiranja, samo to še povem, sem bil v uvodnem delu prizanesljiv, ker je bil slavnosten, tako da vsekakor so sredstva, ki jih agencija potrebuje, pa ne zato, da bi lažje razporejala denar, zgolj zato, ampak zato, ker znanstvena sfera potrebuje ta sredstva, so bistveno večja in vemo, skoraj bi lahko rekli, da se gibljamo spet pri 100%. Zelo neformalno povedano. Hvala lepa, toliko samo kot kratka intervencija. Profesor Jurala, prosim, član znanstvenega sveta agencije. Razlog, za katero smo danes tukaj, po mojem mnenju, ni toliko ravno mladi raziskovalci, ampak vizija politikov, ki so dejansko v tistem času. Zaprav tudi bi se zahvalil gospodu Hrbecu, Renku Vaškoviču za to vizionarstvo in tega bi si želel tudi na našem politiki, da
dejansko obrnejo smer razvoja družbe v pozitivno smer. Program mladih raziskovalcev sem tudi sam sem v bistvu z druge generacije in seveda sem vesel temu, pa po pravici povedan, to ni nek tak sistem, s katerim bi se nekako hvalili problemi. Slišali smo primerjavi z ostalimi, mogoče spet v slovenski tradiciji smo veseli, da imamo vsaj to, česar druga nimamo, ampak vidimo, da ostale države so bistveno bolj naprej, ko so imeli na Avstriji. Avstrija ima programe za doktorske šole in podobno inštrumentov, še pa še. Tisto, kar manjka pa nas ena stvar so sredstva in tukaj jaz mislim, žal bomo reči pa, da zameram direktor agencije, da je prizanesljiv. To ni razlog za prizanesljivost. Jaz mislim, da je prav, da se javno pove, kakšna so sredstva za znanost in da se pove, da to je problem. Če stopicamo na mestu, zaostajamo. Ostali grejo hitreje, znanost napreduje, tudi slovenska znanost izjemno napreduje, primerjavi s tem. Kot so včasih, ampak ostali napreduje še hitreje. In če ne bomo šli naprej, bomo pač ostali zadnji. In tukaj res mislim, da je ena poglavitnih problemov poleg financiranja je dinamika. S tem se popolnoma stane dinamika programskih skupin, dinamika mladih raziskovalcev. Poglavitna sila v Sloveniji se je zgodila inercija. Da vse ostalo isto, status quo, da se nič ne spreminja. Poglejte, kolegi na Japonskem so mi rekli, letos bo pa spet denar od projektov pobrali vsi tisti, ki so imeli članke v Science in Nature in podobno. A se pa nas pozna skupina, ki so bile res uspešne, da imajo bistveno več mladih raziskovalcev, da imajo bistveno več programskega denarja? Ne. In jaz se bojim, da če bomo šli na ta način naprej, da nas bo pokopali. V ta sistem delitve mladih raziskovalcev po programskih skupinah razumem, da so bile najbolj glavna motivacija skupine, ki niso sredstva za mladih raziskovalcev dobile že leta, ampak to je v bistvu nekaj vrste dodatno financiranje programskih skupin, uteženo za njihovo uspešnost ocenjevanje. To bi lahko enostavno rešili na ta način, da vsaka programska skupina mora določen del nameniti v mlade raziskovalce in mora vsakih 5 let pokazati enega doktorja, sicer se jim tista sredstva vzame. In konkretna posledica so pa tudi to, da so določene uspešne skupine inštitucije prikrajšene. Recimo Kemijski inštitut je padel od več kot 20 povprečno na leto na 9 mladih raziskovalcev, koliko je bil prej. 13 na 4 mlade raziskovalce, to je posledica tega. In jaz mislim, da je program MR Plus ne sme biti samo kozmetični popravek. Če bomo v program MR Plus dodali samo 25 dodatnih, to lahko pogledamo, 5 bo šlo na vsako vedo, to pomeni vsako področje bo dobili enega, sicer zelo ceno moram reči, da se zahvaljujem tej skupini, da je pripravila dobro delo in upam, da se bomo tudi skupaj z znanstvenim svetom agencije skupaj dobili, da bomo dejansko to prerešetali. Jaz mislim, da bi bilo to malenkost. In s tem se pa strinjam s profesor Čopičem, da bi dejansko mogoče bolj uravnotežiti delež, kako mogoče po eni, po drugi schemi, ampak ne bi bil za to, da se ustavil za 5 let, zamrznemo stanje, da bomo pogledati, kaj 5 let ni tako kratek čas. Jaz mislim, da se moramo v Sloveniji hitreje bolj dinamično odzivati. Tudi da spet skačem na drugo področje programske skupine, izgovor je, da je potrebna sprememba zakona. S tem se pa strinjam s profesor Zavrtanikom, da dokler neuspešnih programskih skupin ne bomo ukinjali, potem enostavno tiste, ki so bolj uspešni, ne bodo še naprej. Tista skupina, ki ima 10 FTE, pa tista, ki ima 2, pač ena neuspešna, druga zelo uspešna, se pač ne boste nikoli srečala, če se bo sredstva spremenila do 10%. Mogoče samo še na temo sodelovanja z gospodarstvom. Mislim, da je vsekakor pomembno, ampak po drugi strani pa ne sme biti samo kratkoročni interesi gospodarstva tisti, ki vladajo. Če bomo delali na raziskovalnih inštitucijah tisto, kar gospodarstvo danes potrebuje, jutri ne bomo več česa povedati. Lahko vam povem, da naše doktorje vse razgrabe, še prej mi končajo doktorat. Tako da glede tega, da jih usposobimo za primernost za industrijo in veljega. Jaz sem hotel samo to reči, da v bistvu vse tale sistem, da gre na programske skupine, tudi mene osebno sploh ne moti, vse tudi ima svojo logiko. Tudi programske skupine so zato, da vsak nekje nekaj dobi, ne za financiranje visoke znanosti. In na ta način problem je, ker je delitev na temelju zelo, zelo starih dot in ne odražajo dejanskega stanja. Recimo, jaz
poznamo skupine, ne, ki prej niso dobili skoraj nič, ne, zdaj pa dobijo relativno ogromno, ne, zato ker je bila pomemben kriterij bila velikost programa, ne, in je bila utež velikosti programske skupine za moj okus prevelik napram kvaliteti programske skupine. Ne. In če samo še to rečem, ne, ta MR plus mislim, da je pozitiven v smeri dobrih in najboljših, ne, ker če v naši, recimo v BDP-ju 5% visokotehnoloških produktov samo, ne, pomeni, da mi moramo biti v tem deležu naprej, ne pa iskati povprečja, ker verjetno naša podjetja jih moramo podpirati s te posobne in moramo pomeni državi in moramo dati stimulacijo ali pa bonus, to, ker ta podjetja ne morejo sfinancirati nekih visokih znanstvenih raziskav, ne, da bi to država naredila na mesto njih. Ne. Ampak to mora imeti v najbolj vrhunske rezultate. Ne. In potem je tudi selekcija mora biti taka. Ja, profesor Umak, pa še zadnje. Glede, če dovolite, jaz mislim, da vitalnost tega programa je v tem, da se spreminja in da se ga prilagaja dejanskim potrebam trenutnega časa. Jaz vidim te dva vitalna problema. Prvi je, da je potreba okrepiti stik z elitnimi svetovnimi univerzami. In ko govorim jaz o elitnih svetovnih univerzah, mislim 10 do največ 20 najboljših. Mi moramo imeti nek modul v tem programu, razviti nek modul v tem programu, ki bo omogočil tistim, ki so sprejeti na teh 10-20 elitnih univerz na svetu, da tam zaključijo svoj doktorski študij. Dejstvo je, da nas Bologna oddaljuje od doktorskih programov teh univerz. Bolonjski doktorat ni več enakovreden doktoratu na MIT-ju ali KT. Tega se moramo mi dobro zavedati in to vrzel je treba zapolniti. Druga naloga, ki jo bo mogel ta program izpolniti, je, koliko so že pred 10 leti španski kolegi v Science objavili članek, da je inbreeding inverzno proporcionalen kvaliteti univerze. To se pravi, ta program bi moral skrbeti in bi moral spustiti, da se pretirani inbreeding na slovenskih univerzah prekine. Ker če ne, to ne vodi. In zadnje evaluacije slovenskih univerz to tezo jasno potrjujejo. Hvala lepa. Hvala lepa. Če lahko jaz si dovolim dopolnitev oziroma komentar. Namreč vsekakor, jaz mislim, da si vsi želimo, da bi sodelovali z najboljšimi po svetu. Zato pa seveda lahko samo damo apel, da zato rabimo tudi pogoje, da bomo lahko sodelovali z najboljšimi. Torej, prvič glede opreme in drugič glede kadrov. Torej, mi bi si tudi želeli najboljše doktorske študente iz tujine, ne samo Slovenije. In ta prepih, da bi bil res evropski prepih, kot je. In če lahko torej iz lastne izkušnje povem, da jaz imam srečo to, da sodelujem s partnerji po Evropi, kjer imajo tehnologijo na področju sončnih celic in gostujemo pri njih, oni investirajo v opremo, mi pa lahko potem te device delamo in tako naprej. To je pač sreča, ampak seveda je pa hkrati omejitev. In z tega stališča seveda, če želimo sodelovati z najboljšimi, bomo morali tudi nekaj investirati v to, da bomo prišli v klub najboljših. In zato bi jaz tudi rekel, absolutno, da je vlaganje v znanost treba povečati in treba je povečati tam, kjer dosegamo kritično maso že zdaj in kjer smo se že dokazali, da znamo biti tudi prvaki, da imamo to svetovno razpoznavnost. Samo še eno pripombo. Glede, tako srečanje mogoče ni temu namenjeno, ampak jaz si bi izrecno želel, da bi ga sklep današnjega sestanka, da mora Ljubljanska univerza priti na prvih 100 na svetu v naslednjih 5 letih. Ja, hvala lepa. Ja, mislim, da smo se vsi danes zdaj praktično je program mladih iskovalcev. Ampak smo se pa res danes vsi vračali k tem problemu financiranja. In če jaz pogledam samo število, ki ga je pokazal profesor Topič, leta 2009 je bilo 303, so bili 303 mladi raziskovalci, 2 leti nazaj jih je bilo, mislim, da 168. Medtem je nekdo omenil tudi problematiko vsebin in vizije, kje smo v Sloveniji dobri.
kje si je napredek, kje se najbolj povečujejo sredstva za financiranje v Evropi. Mislim, da imamo v Sloveniji ne samo naravni vir v ljudeh, imamo še nekaj drugih naravnih virov, imamo naravo, gozd, vodo in tako naprej. In področje biotehniških ved se je od 7. okvirnega programa do horizonta povečalo za 2-krat glede financiranja. V Sloveniji se je pa število mladih raziskovalcev, potem ko je splošno padlo iz 303 na 168, za področje biotehniških ved je padlo iz 36 oziroma 34 na 14. Mislim, da je tle ena velika diskrepanca v pomenu področja, v sistemu financiranja in v nekem določanju delitve MR-jev ne glede na pomen. To je jasno tudi v zadnjih 2 letih, predvsem vezano na velikost programskih skupin. Velikost programskih skupin je pogosto na biotehniški videh pomembna, da mogoče dobiš enega ali manj kot enega na leto, ne glede na to, kakšen je program. Zdaj, vsako leto se v znanstvenih svetih srečujemo s tem ocenjevanjem letnih poročil, zaključnih poročil, tako naprej, pa vidimo, da nekatere posamezne skupine so pa bolj velike. Na kakšnem področju obstaja, recimo, 2 veliki programski skupini, stabilni imajo, kateri kvaliteta pa pada. Primerljiva je, recimo, pri 8 FTI je kakovost, output, letni ali pa zaključni enak tisti programski skupini, ki ima 4 FTI-je. In temu lahko malo priredim tudi določanje financiranja na vsakem naslednjem letu ali pa vsaj tole financiranje MR-jev, dokler sistem, kot je zdaj še traja. Imam pa še 2 manjši pripombe, ali pa 3 manjše pripombe, ali pa mogoče 4. Na področju biotehniških ved imamo problem, vsaj na nekaterih, s tem, da smo vezani na trajne vegetacijske dobe. Zaradi tega je zelo problematično zaključiti doktorski študij v tistem roku, kot je zastavljeno. In bi bilo treba malo razmisliti o časovnih, fleksibilnosti časovnih okvirov. Problem imamo občasno, s tem, da včasih je bilo, so se na mesta MR-jev objavljali glavno zelo dobri kandidati, včasih pa kandidata ne dobiš zelo dobre. Potem pač, ker imaš mesto, izbereš mesto, kar dobiš. Noben ne bo odstopil. Noben, uspešno noben mentor ne bo odstopil po enem letu, pa koliko krasno. Od tega, da bi rekel, imam slabega kandidata, odstopim svoje mesto, ne glede nekam drugam, ker boš zgobil financiranje. Potem v 3 letih si dolžen proizvesti doktorja znanosti, ki za samostojno znanstveno raziskovanje dela ni primeren. Tukaj bi pa tu treba vključiti nek sistem fleksibilnosti. Potem danes je bil govor že o sistemu financiranja postdoktorjev in pridobivanja. Zelo koristno je za vsakega mladinca, da gre v tujino in po mojih izkušnjah si vsak dober mladinc zna sam priskrbeti dobro mesto in odlične univerze v tujini. Se prijaviš in dobiš, če si dober. Problem jih je potem dobiti nazaj. In problem dobiti jih nazaj, lahko, jaz bi to primerjala, recimo, med leti 2000 in 2006, ko smo prijavljali evropske projekte, je bila plača znanstvenega svetnika na TUM-u v Münchnu primerljiva z njihovim postdokom. Je bilo še kar v redu. Pred 2 letoma, ko smo prijavljali evropske projekte, je bila plača znanstvenega svetnika, pri nas v Sloveniji ne, primerljiva s tehnikom, tam, na Bavarskem. Mislim, da je en problem, ki je predvsej težko rešiti. Zato, da bi človeka dobil dobrega človeka, dobil nazaj iz tujine. Imam pa sam še eno čisto mečkeno pripombo. Sistem ocenjevanja z paneli. Meni se zdi to zelo koristen, da bojo predvsem mlajši člani panelov, recimo, ocenjevali kandidate za mentorje in sami mentorje programe doktorskega študija in tako naprej. Ampak, kot jaz vem, v našem panelu smo vsi vključeni v programske skupine, prijave projektov, prijave MR-jev
in je zelo težko dobiti, se izogniti konfliktu interesov. Koristno je, pomembno je, da imajo paneli veliko vlogo pri tem ocenjevanju, ampak člani znanstvenih svetov smo glavno izpademo iz možnosti sistema ocenjevanja. Hvala lepa. Profesor Dovč. Hvala lepa. To priliko bi rad izkoristil, da se še enkrat zahvalil osnovalcem tega programa 2000 novih raziskovalcev v letu 85, ki je bila dejansko vizionarska odločitev. Seveda je bila povedjetno ta odločitev takrat malce lažja kot danes, ker je bilo očitno, kaj nam manjka. Danes to ni tako zelo očitno, kaj nam najbolj manjka. In zato mislim, da bi bilo v teh razmišljanjih koristno stopiti en korak nazaj in razmisliti, kaj je pravzaprav sploh namen financiranja mladih raziskovalcev in doktorskega študija v biologiji. Profesor Možina je lepo povedal, da se je pravzaprav s tem, da imamo mlade raziskovalce, začel redno izvajati doktorski študij v večjem obsegu doma, kar je prej bilo večino vezano na inštitucije v tujini. Definitivno pomembna posledica. Jaz mislim, da nihče tega še danes ni rekel, mogoče, ko se ne sliši tako lepo. Doktoranti, mladi raziskovalci so pomembna delovna sila v raziskovalnih laboratorijih, ki je financirana s strani države. In marsikakšno raziskovalno skupino sedaj upad števila mladih raziskovalcev bolj boli zaradi upada delovne, kvalitetne, motivirane delovne sile, kot pa zato, ker bi nas skrbeli, da bomo imeli pravno doktorje. Naslednji problem, ki je bil očitno tudi bolj jasen pred 30 leti, je ta, da gospodarstvo lahko absorbira mlade doktorje. 3/4 ne bi šlo takrat po takratnih predvidevanjih nazaj v gospodarstvo. Če je temu res tako, potem je bilo takratno gospodarstvo bistveno bolj razvojno naravnano kot je današnje slovensko gospodarstvo. Pa mogoče še en tak drobec razmišljanja, da je uspešnost države in nacionalnega gospodarstva tesno korelirana s številom doktorjev, je verjetno privzetek na trhlih nogah. Če pogledamo, kakšen je odstotek visoko izobraženih, univerzitetno izobraženih ljudi v Nemčiji in na Švedskem, ugotovimo, da sta ta odstotka sila različna, GDP na glavo je pa zelo podoben. Tako da so te povezave lahko zelo nenavadne in nepričakovane. Kar se tiče pa finančne podpore, ki je kolegica ravno omenila razmerja plač v Nemčiji in v Sloveniji, jaz osebno, ne bi to nepopularno, ampak osebno sem mnenja, da so mladi raziskovalci pri nas plačeni v primerjavi z tujino predobro. Absolutno slabo in zanič je pa, da imamo slabe perspektive, kaj bo s temi ljudmi, ko bodo končali doktorat in ko bodo iskali službo. Jaz mislim, da je treba nekaj sredstv prenesti v boljše obete za zaposlovanje teh ljudi, v zagotavljanje boljših delovnih pogojev, da ti ljudi bodo končali. Trenutno njihovo materialno stanje pa mislim, da je primerno, mogoče celo predobro. Pa bom zaključil z eno mislijo še v zvezi z schemami, koliko jih potrebujemo. Iz izkušenj v znanstvenem svetu agencije je rekel, da so ti principi, kako bi ljudje radi imeli razdeljeni mlade raziskovalce, sila različni. Zato sem skeptičen, da bi ena sama schema financiranja doktorskih študentov v Sloveniji lahko zadovoljila vse potrebe, kaj šele vse želje. Hvala lepa. Torej, vsekakor se pridružujem misli, da motorji oziroma delovna sila v laboratorijih so mladi in zagotovo mladi raziskovalci, ki imajo samo en problem in ki se znajo osredotočiti na njega, da je to tisto, kar je zmagovalna formula ob dobrih mentorjih za uspeh celotnih raziskovalnih skupin. Če pa je tukaj še podlaga, da je dobra oprema, potem pa temu primerno toliko bolje.
Zdaj, počasi vidim, da je mnen ali pa vprašanj, komentarjev, da jih ni več. Mogoče bi še razpravljavce prosil, če imajo želijo še kaj dodati. Sicer bi pa jaz povzel, torej vsekakor smo današnjo razpravo snemali, bomo zapisali zapisnik, tako da bomo poskušali tudi v okviru znanstvenega sveta agencije temu primerno delovati v smeri sugestij. Dejansko bi izluščil torej pomembnost stabilnosti sistema, pomembnost povečanja vlaganj, ne samo v mlade raziskovalce, ampak v celotno znanost, torej za dosego kompetentne znanosti v slovenskem prostoru in da se bomo lahko pridružili najboljšim torej, na svetovnem merilu. Želimo si, torej lahko tudi v osebnem imenu govorim, da bi upeljali več dinamike in več nagrajevanja po rezultatih, po dosežkih. To pomeni, da sistem ne bi bil rigiden in moram reči, da že z novim pravilnikom, ki je po letih prišel v veljavo, upeljujemo določeno dinamiko, ki omogoča na nivoju raziskovalnih organizacij za več dinamike tudi in razdruževanja, združevanja in to ne ob koncu raziskovalnih programov, ampak tudi vmes, kadarkoli, vsako leto. Seveda pa je to proces, ki zahteva določeno dodatno energijo in pa seveda ni nujno, da bo ta proces potem pripeljal do spremembe. Po drugi strani pa vsekakor torej, ta pomen za gospodarstvo in za slovensko družbo, ne samo programa mladih raziskovalcev, ampak tudi celotnega financiranja znanosti, kajti znanost seveda je tako temeljna kot aplikativna in po posameznih vedah seveda specifična. Glede vizionarstva bi rekel, da seveda Slovenija je že v klubu razvitih, torej temu primerno, če se ozremo samo na naše bližnje sosede, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo, imamo veliko prednost, s tem pa seveda tudi večjo odgovornost, da udejanjimo naše poslanstvo in se torej, uveljavimo v evropskem prostoru, v celotnem evropskem prostoru. S tem bi jaz zaključil ta pogled in razpravo, pa prosil direktorja agencije za zaključno misel in pa zaključek današnjega svečanega dogodka. Hvala lepa. Torej, priprava tega dogodka ni bila preprosta in tukaj se zahvaljujem Slovenske akademiji znanosti in umetnosti in predsedniku akademiku Bajdu in seveda tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in tudi seveda uradu predsednika oziroma samo predsedniku Republike, ki je pristopil s častnim pokroviteljstvom. Ta naloga je vedno zahtevna, tovrstna naloga, kjer se spominjamo nečesa iz preteklosti, je zahtevna, vedno pozabimo na koga ali pa kdo ni z dovolj veliko težo omenjen, ampak upam, da je danes bilo čim manj tovrstnih spodrsljajev. Nenazadnje gre za kolektivno dejavnost, mladi raziskovalci, kot ste temu praktično vsi pritrdili, so prevetrili prostor in še aktivno prispevajo k razvojnim potencialom Slovenije. In v zaključku bi se želel zahvaliti tudi še vsem sodelavkam in sodelavcem na sami agenciji, ki so pripomogli k temu, da smo lahko dogodek tako izpeljali. Hvala lepa.